Uskladitev proračuna je bila potrebna iz več razlogov, predvsem pa zato, ker se je začetek gradnje dislocirane enote doma počitka odmaknil na prihodnje leto, pa tudi zaradi zamika pri gradnji belokranjskega vodovoda, pravi župan in dodaja, da je denarja vedno manj. Posegajo nam dejansko na vseh področjih, govorijo o ukinitvi nadomestila za stavbna zemljišča, ki je do sedaj bilo v celoti občinski davek, sedaj naj bi od tega dobili samo 25%, govorijo o znižanju povprečnine. Samo iz naslova povprečnin bo metliška občina letos prejela 48 tisoč evrov manj, prihodnje leto pa bo še bistveno slabše in zato bo zelo težko pripraviti občinski proračun, dodaja Zevnik. Ta trenutek v Sloveniji občine izvajajo 67% vseh investicij. Če nam še zmanjšajo ta sredstva, se vprašam, kdo bo pa še sploh kaj delal pri nas. Dejstvo je, da ti sredstev manj, in dejstvo je, da bo potrebno biti pri porabi teh sredstev izredno racionalen. Zato so bili svetniki mnenja, da mora biti prednostna naloga občine oblikovanje okolja, ki bo naklonjeno podjetništvu. V prvi fazi je to izgradnja poslovne cone do te mere, da bo kdorkoli bo zainteresiran dejansko takoj lahko začel z gradnjo. To je najbolj pomembno, seveda pa smo apelirali v bistvu tudi na to, da se povsod stroški znižujejo. Za njihovega kandidata za člana državnega sveta so metliški svetniki izvolili Jožeta Cajnarja, za elektorja pa Martino Legan-Janžekovič in Barbaro Vraničar. V svoje vrste so sprejeli Anico Kopinič, ki bo v svetniških klopeh nadomestila tragično preminulega Dušana Rusa.